No, potem bomo pa kar začeli. Bi samo prosil, če bo prišla še gospa nagrajenka iz Trsta, ki so jo pa je na meji celo ustavili in naprej, kar bo tukaj v drugo vrsto, ko pride. Torej, spoštovani gospod minister Uroš Malc, spoštovani gospod Ivan Hršak, predsednik Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za Slovence, za odnose s Slovenci z Ameriko in po svetu, spoštovani drugi visoki gostje in gostje, članice in člani strokovne komisije, raziskovalke in raziskovalci, profesori, predstavniki medijev, vsi drugi vabljeni. Lepo pozdravljeni in dobrodošli na svečani razglasitvi in počastitvi nagrajenk in nagrajencev 15. nagradnega natečaja Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu za diplomske, magistrske in doktorske naloge z področja slovenskega izseljenstva in zamejstva. Poseben pozdrav seveda vsem udeleženkam in udeležencem, še zlasti pa nagrajenkam in nagrajencu natečaja ter njihovim mentorjem, prijateljem in sorodnikom. In že zdaj iskrene čestitke. Naj uvodoma povem, da se celoten dogodek snema in tudi v živo prenaša preko našega spletnega portala slovenci.si. 15. nagradni natečaj za diplomska, magistrska in doktorska dela na temi Slovenci v zamejstvu in Slovenci v izseljenstvu je naš urad razpisal 16. septembra 2016. Namen natečaja je spodbujanje raziskovalne dejavnosti do diplomskih in podiplomskih študentov na področju zamejske in izseljenske tematike in s tem krepitev zavesti o njeni pomembnosti za ohranjanje slovenske identitete v matični domovini in zunaj njenih meja. Na nagradni natečaj so se lahko prijavili kandidatke in kandidati iz Republike Slovenije ali zunaj nje. Predmet nagradnega natečaja so bila uspešno zagovarjena diplomska, magistrska ali doktorska dela na katerikoli univerzi v Sloveniji ali zunaj nje, ki obravnavajo tematike slovenskih skupnosti zunaj meja Republike Slovenije. Upoštevana so bila dela zagovarjana v obdobju od 1. novembra 2015 do 31. oktobra 2016. Tudi tokrat so nagrade tudi denarne in sicer razpisani prvi nagradi za vsako od področji znašata po 800 evrov, drugi nagradi po 600 evrov in tretji nagradi po 400 evrov. Tudi letos sta imeli v strokovni komisiji možnost sicer podeliti tudi posebno nagrado za diplomsko nalogo nižje stopnje bolonjskega študija, prav tako v višini 400 evrov. Prav tako pa sta se lahko odločili za podelitev dveh enakorednih nagrad, vse pod pogojem, da skupna vsota denarnih nagrad ni presegla predvidene omejitve, ki je vse skupaj 4400 evrov. Dela je ocenjevala strokovna komisija v sestavi izredni profesor dr. Jernej Zupančič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, kot predsednik komisije in pa tudi vodja podkomisije za ocenjevanje nalog z področja izseljenstva. Redna profesorica doktorica Lucija Čok, Univerza na Primorskem, vodja podkomisije za zamejstvo. Docentka dr. Nataša Gliha-Komac, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ZRC SAZU, za področje zamejstva. Redni profesor dr. Igor Maver, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta za izseljenstvo, dr. Zajra Vidal, Slori, Slovenski raziskovalni inštitut Trst za področje zamejstva in pa Zvone Žigon, to sem pa jaz, torej iz Urada Vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, kot član za izseljenstvo in pa hkrati tajnik komisije. Minister Republike Slovenije, pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospod Uroš Malc, je po koncu dela komisije izdal sklep o dodelitvi denarnih nagrad in sicer za področje izseljenstvo dveh drugih in ene tretje nagrade, ter za področje zamejstvo prve, druge in dveh tretjih nagrad. V vseh 15 natečajih je sicer doslej sodelovalo 281 nalog, nagrajenih pa je bilo skupno 92. Na tokratni natečaj je prispelo skupno rekordnih 39 nalog. Prejšnji rekord je bil 23. Malce temu pripisujemo tudi pač situaciji, ki je bila lansko jesen, ko so morali pač ljudje prej končati zaradi izteka določenih rokov. Na to, kot sem rekel, 39 nalog, naslove si lahko preberete na seznamih, ali ste jih vzeli, ali pa so seznami vseh prispelih nalog na mizici pri vhodu.
O delu strokovne komisije v nadaljevanju poročal njen predsednik, izredni profesor dr. Inej Zupančič. Še prej pa k besedi vabim današnjega častnega gosta in hkrati gostitelja, ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospoda Gorazda Žmalca. Izvolite. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, visoki gostje, spoštovane članice in članice, ugledni profesori in ambasadori znanosti, spoštovane in drage nagrajenke in dragi nagrajenci. Ponosen sem in pa tudi vesel, da vas lahko tudi v zaključku 15. nagradnega natečaja našega urada pozdravim v tej vili Podrožnik. Natečaj urada za diplomska, magistrska in doktorska dela na temi Slovenci v zamejstvu in po svetu ima za glavni namen spodbujanja, razmišljanja, raziskovanja in pisanja v slovenski skupnosti, tako v sosednjih državah, kot tudi po svetu. Po 15 letih lahko ugotovimo, da je tudi ta namen dosežen in morda, kot smo čuli, tudi presežen, o čemer pričajo številne naloge, ki vsako leto prispevajo na natečaje. To pomeni, da smo na pravi poti. To pomeni, da se povečuje ozaveščenost, informiranost, poznavanje teh tem med raziskovalci, znanstveniki, študenti. S tem pa se le krepi tudi njihovo zavedanje o pomembnosti ohranjanja slovenske identitete v matični domovini in tudi zunaj njenih meja. Natečaj sodi v širša prizadevanja našega urada za oblikovanje čim bolj učinkovite mreže slovenskih študentov, raziskovalcev, profesorjev, znanstvenikov, delujočih v Sloveniji in zunaj nje. Urad je tako denimo novembra 15 in februarja 16 na Univerzi v Ljubljani in Mariboru organiziral tudi konferenci, na katerih so se strokovni javnosti predstavile slovenske raziskovalne in strokovne ustanove, delujoče zunaj Slovenije in podpira pa tudi sorodne dogodke drugih ustanov. Ob tej priložnosti, kot je današnja, se seveda veselimo sodelovanja tudi različnih medijev, ki pomagajo pri informiranju in ozaveščanju slovenske širše javnosti o pomembnosti, pomembnosti teh tem. Vsak prebivalec matične domovine bi namreč moral poznati tudi delo lastnega naroda zunaj naših državnih meja. Temelj, podlaga vsakega čezmejnega sodelovanja je namreč prav medsebojno poznavanje na vseh področjih od kulture do izobraževanja, znanosti in gospodarstva. Gre za občutek skupne pripadnosti istemu narodu, preseganju meja in vzpostavljanju nepretrganega, aktivnega čezmejnega kroženja ljudi, idej, kapitala, podjetnosti in znanja. V tem duhu urad ob koncu meseca v Goriških Brdih pripravlja tudi že 9. poslovno konferenco slovenskih podjetnikov ali pa slovenska podjetnost kroži preko meja. Ob današnji priložnosti pa bi se želel zahvaliti predvsem profesoricam in profesorjem, ki svoje študente na vseh ravneh in smereh študija spodbujajo k študiju in pisanju o tej tematiki. Upam, da se bo tak pristop nadaljeval tudi v prihodnjih letih. Hvala vsem udeležencem za sodelovanje na natečaju. Letošnji odziv je pravzaprav podaril vse rekorde. Še posebej zahvala tudi gre članicam in članom ocenjevalne komisije, ki so brez plačil žrtvovali svoj dragocen čas in prebrali skupaj kar 39 diplom, kot smo slišali. Nagrajenke in nagrajencu iskreno čestitamo in še vedno in tudi veliko raziskovalnih oziroma profesionalnih uspehov v nadaljevanju. Hvala lepa. Hvala lepa gospodu ministru.
Naš urad se je kar nekako navadil, da sodelujemo, ko se tiče kulturnega dela teh naših dogodkov, da sodelujemo z Konzervatorijem za glasbo v Ljubljani. No, tudi tokrat je tako. In med nami je Žiga Vehovec, dijak 3. letnika Srednje glasbene in baletne šole v Ljubljani. Žiga pripoveduje, da se je harmonike prvič dotaknil pri 5 letih, ko mu jo je prinesel Božiček. Najmer se je po posluhu naučil nekaj otroških skladb in z njimi razveseljeval sovrstnike v vrtcu. Seveda je kmalu začel s šolanjem in po končanem izobraževanju na glasbeni šoli Moste Polje, zdaj že 3. leto, deluje na konzervatoriju pod mentorstvom profesorice Mateje Remkolar. Je dobitnik večjih priznanj, tako je letos na državnem tekmovanju prejel srebrno priznanje. Nastopa kot solist, velikokrat pa se poveže v razne zasedbe. Igra različne zvrsti z glasbe, od popa do klasike, najraje pa ima jazz in tango. Poleg konzervatorija obiskuje tudi gimnazijo Vič, na kateri bo letos maturiral. Je štipendist Mestne občine Ljubljana in z veseljem opravlja funkcijo ambasadorja Zelene Ljubljane. Torej, Žiga Vehovec in pa skladba Astorja Piazzole v priredbi Žige Vehovca, improvizacija na temo Libertango. Prosim. bati za talente. Ne?
Zdaj pa vabim k besedi izrednega profesora dr. Jerneja Zupančiča, predsednika strokovne komisije za ocenjevanje prispelih nalog, da poda splošno poročilo o delu komisije. Prosim. Spoštovani gospod minister, spoštovani častni gostje, nagrajenci in nagrajenki, gospe in gospodje, naše poročilo, kako tudi naše delo, ne bo tako poskočno kot glasbeni vložek do sedaj. Nekoliko bolj diskretno, malo bolj razvlečeno, vendar bogato in častno, in v tem smislu se zahvaljujemo uradu in tudi ministru za čas, da smo lahko pregledovali ta dela, ki jih je bilo letos, kot rečeno, rekordno število. Nagradni natečaj Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu je že uveljavljena oblika zanimanja in pozornosti Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. In s tem na določen način izraža podporo raziskovanju na najbolj elementarni ravni, tako da spodbuja mlade pri izdelavi seminarskih, diplomskih, magistrskih in doktorskih del oziroma disertacij, ne glede na jezik, v katerem so ti dokumenti pisani, in državo, v kateri je zaključno delo narejeno, oziroma univerzo kot akademsko okolje. Ta širina se je skozi leta, zdaj torej že 15 let v zapored, lepo obrestovala. Dobili smo izkušnje iz mnogih držav in se tudi po tej strani lahko seznanili ne z raznolikimi okoliščami, v katerimi živijo ali se drugače nahajajo Slovenci oziroma osebe slovenskega porekla, jezika, kulture in tako naprej, ne oziraje se na to, kako intenzivno kdo doživlja kategorijo slovenstva. Tematika je zato dejansko zelo široka in zajema vse znanstvene discipline in prav to nas bogati in spodbuja. Seveda je to nekoliko bolj naporno, vsaj za komisijo. Izkušnje preteklih let spodbujajo k nadaljnjemu delu, obenem pa dajejo mladim avtorjem vsaj nekaj priložnosti in spodbud na nadaljni karierni poti. Na razpisu Urada Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu se je v letu 2016, kot je bilo že omenjeno, prijavilo rekordno število 39 del. Od tega jih je pričakovano največ iz 3 slovenskih univerz, torej polovica, skoraj da iz Ljubljane, 17, iz Kopra 8, iz Maribora 6, iz Trsta 2, potem pa torej bolj posamične, po ena iz Nove Gorice, Feldkirchen oziroma iz Avstrije, iz Tuzle, Bosne in Hercegovina, Pariza, Francije, Združenega kraljestva iz Univerze v Glasgowu, iz Reke, torej na Hrvaškem. Po stopni dosežene akademske izobrazbe je bilo diplom prve stopne 7, diplom torej po starem programu 13, magisterijev 11, en znanstveni magisterij in 7 doktorskih disertacij. Tudi potem je torej letošnji oziroma lanski razpis v tem smislu rekorden. Minister, pristojen za področje Slovencev v zamejstvu in po svetu, je imenoval 6-člansko komisijo, zdaj že poznate in jo ne bom ponovno imenoval, ki je bila razdeljena na posamezne tematike. Podkomisije, ki so bile izbrane glede na tematike, na disciplinarno zastopanost, ter kolikor je bilo mogoče tudi znanje jezika. Vsako delo so pregledali vsi člani podkomisije, se pravi 3, in o tem podali svojo skupno oceno ter oceno po 10 parametrih, pri čemer smo skušali nekako kar najbolj pravičniško, poleg mir, torej splošne kakovosti ali znanstvene kakovosti, kot je naprimer teoretična utemeljenost, posebej to velja za disertacije, metodološko zasnovo in načrt, organiziranost, terminološko uporabo, znanstveni aparat, kakovost jezika, torej ne glede na to, v katerem jeziku je to pisano, inovativnost tematike in pristopa, mero vloženega dela in kot specifično seveda tudi uporabnost za potrebe urada v širšem, torej te slovenske manjšinske oziroma narodne politike. V tem smislu je treba reči naslednje, da smo, tako kot že leta, doslej, kolikor se spomnim, zastopali stališče, da je vsaka disciplina lahko uporabna. Tukaj je treba biti nekoliko širši, razumevajoč in seveda tudi vedeti, da se vsa znanstvena dela da uporabiti. Slednje smo skušali vzeti torej kar najbolj široko, vedoč, da je to pridobljeno znanje dragoceno, da razširja kategorijo vednosti in s tem omogoča boljše odločanje. Bili smo pa nekoliko strogi za doktorate in znanstvene magisterije,
kot pa za diplome oziroma za zaključna dela prve bolonjske stopnje. To seveda ne gre brez kompromisov in razumeti morate, da je naše delo, ne da postavljamo oziroma pišemo superlativih, ampak pišemo kritike in seveda znotraj tega poskušamo izbrati najboljše. Računamo, da nam je to koliko toliko solidno uspelo. Seveda so tukaj tudi različni stili, ki jih imajo posamezne univerzitetna okolja, tudi avtorski pristopi in podobno. Torej vse to je treba dati nekako v okvir teh 10 kriterijev, ki ne bom posebej razlagal. In seveda tudi torej druge okoliščine, tudi na vse zadnje vloženo delo, in komisija na koncu pregledala in sprejela odločitev glede torej teh nagrajenih del po vsaki skupini, tako kot tudi v nadaljevanju sporočeno. Hvala lepa. No, prihajamo k sami razglasitvi nagrad, oziroma priznanj. Posebna priznanja za osvojene nagrade bo podelil minister, gospod Igor Žmalc. Potekalo pa takole, k besedi bom povabil spet dr. Neja Zupančiča, vodjo podkomisije za ocenjevanje vlog z področja izseljenstva, da najprej poda splošno obrazložitev oziroma poročilo o delu podkomisije. Potem bomo pa šli direktno že k samim nagradam. Torej, v tej podkomisiji smo delovali dr. Zvone Žigon, kolega Igor Maver in moja malenkost. Prispelo je 16 predlogov, od tega 3 disertacije, 5 magisterijev, 5 diplom in 3 zaključna dela prve bolonjske stopnje. Raznovrstnost področij od dobro zastopanja zgodovine in jezikoslovja, pa to političnih ved, geografije ali socialnih ved odseva izrazito interdisciplinarnost področja, obenem pa tudi potrebo po širokem meddisciplinarnem delu. Raznoliko univerzitetna okolje odsevajo tudi sorazmerno velike razlike v pristopih, tehnikah, zahtevah, mentorski angažiranosti in drugih dejavnikov zunaj avtorjev samih. Te razlike so kar očitne in razlog dodane komisijske pozornosti oziroma nekaj več dela. Skušali smo kar najbolj rezultantno upoštevati vse opaženo. Z zadovoljstvom opažamo, da so bila vsa prispela dela kakovostna v svoji kategoriji in realno predstavljajo znaten napor avtorjev in njihovih mentorjev, pa tudi kvalificirana šol, iz katerih izhajajo. Ob vedenju in izkušnjah iz preteklih let pa moramo žal opozoriti tudi kar na nekaj hit in slabosti, očitno odraz hitenja, torej če jih je veliko, moramo pa reči, da so tukaj seveda tudi žrtve in seveda tudi bolonje, torej z vsem, kar prinaša, kajti v letu 2016 so se stari programi morali končati in časovna stiska je marsikje botrovala, torej kakšni površnosti, poenostavitvam, okrnjenju teoretičnih zasnov ali v natančnosti metodoloških orisov, slabostne citologije, pleonazmom in tako naprej in tako naprej. Ti pojavi so splošni in bolj kot avtorje sprašujejo o slabosti forsiranega bolonjskega sistema, univerzitetnega izobraževanja, pa seveda tudi podlage, iz katerih izhaja, torej srednji in osnovnošolski steber, če se osredotočimo na tiste, ki so v slovenskem okolju. Vendar danes ne bi o tem. Le kritično pominjamo na vsebino in formo, ki smo jo morali presvojiti, ker je bila torej kakovost samih del na prvem mestu. Veselimo se prispevkov, pohvalimo trud avtorjev, odprtost univerzitetnih ustanov za slovenske teme, odkrivamo moderne silhuete slovenstva, zapisane v teh prispelih delih in predvsem spodbujamo k ustvarjanju. To je tudi namen teh nagrad na tečaju. Torej, te 3 nagrade so v vsaki smo pa dodatno izpostavili tudi nekaj del, ki jih je primerno torej vsaj omeniti in spodbuditi njihove avtorje, da jih objavijo bodisi v monografski, bodisi v obliki različnih prispevkov, znanstvenih ali strokovnih in s tem se tlakujejo pot svojih strokovnih karier. Zdaj pa vabim dr. Igorja Mavra, člana komisije, da med razglasitvijo oziroma podelitvijo prebere obrazložitve k posameznim nagradam. Vsako nagrajenko oziroma nagrajenca prosim, da po razglasitvi imena pristopi tukaj spredi
ter po obrazložitvi predstavnika oziroma predstavnice strokovne komisije prejme priznanje iz rok gospoda ministra. Rožice boste pa prejeli iz rok vodje sektorja za Slovence v zamejstvu, kolega Roberta Kojca in pa kolegice sektorja za Slovence po svetu, Suzane Martinez. Tretja nagrajenka se je žal opravičila, mislim, da je v Dubaju ali nekje daleč zunaj. In sicer je to Lea Cibrič iz Slovenskih Konjic, magisterij, prenos slovenščine med Slovenci v Parizu. Transmission de langue slovène dans la communauté slovène à Paris. Institut national de langage et civilisation orientale INALCO, mentorica Frosa Pejoška Bušro in so mentor Gilles Forlot. Čeprav je ni, vseeno predlagam en aplavz. Drugo nagrado, torej bili sta dve drugi nagradi, pa sem kar po abecedi tukaj, in sicer prejme Andreja Bezjak iz Gornjega Duplega, in to je bila diploma. Prosim, če bi kar pristopila tukaj. Pa seveda prosim, če en aplavz za spodbudo. Naslov naloge je ohranjanje slovstvene folklore pri slovenskih izseljencih v ZDA. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, oddelek za slovenistiko, mentorica, dvojna doktorica, doktorica Marija Stanoni, ki jo lepo pozdravljam med nami. Diplomsko delo Andreje Bezjak, ohranjanje slovstvene folklore pri slovenskih izseljencih v ZDA, ki ga je pripravila na oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani pri mentorici profesor dr. Mariji Stanonik, se posveča jezikovno-kulturnim vsebinam slovenske identitete med pripadniki slovenske ameriške diaspore. Proučevanje zgodb iz življenja ameriško-slovenske srednje je popularen raziskovalni trend, ki pa je primarno usmerjen k jezikovni, predvsem govorni dediščini in s tem dejansko razširja dimenzijo slovenskega jezika. V ameriški družbi je življenjski stil, vplivi družbenih norm in vrednot ter seveda krepak vpliv na oblikovanje novega besedišča pripadnikov diaspore, pri čemer je bil slovenski jezik identitetno sidrišče mnogo bolj kot komunikacijsko sredstvo. Avtorica je v iskanju slovstveno-folklorne dediščine v komunikaciji z respondenti pravzaprav na njihovo vztrajanje nenačrtno poudarila tudi močan identitetni naboj, izražen s pojmom stare domovine kot prenesen, simbolen in česar se seveda ne zavedajo zelo selektiven prostor, ujet nekje v časovne okvire eksodusa in obenem emotivno naravnan v sedanjost. Jezik je pomemben, a ne edini in marsikdaj ga zamenjujejo drugi identitetni elementi. Avtorica se ob identiteti ne ustavlja, niti ne ob življenjskih usodah akterjev. Cilje je sledila zelo načrtno in sistematično k jeziku samemu, njegovi strukturi in rabi. Raba je dihotomna, pretežno knjižna, v dopisovanju, molitvi, sicer pa prevladuje narečje, kako se je pač ohranilo. Avtoričin nabor respondentov je sicer majhen, a analiza zelo natančna, sistematična, s statistiko podkrepljena ter poglobljena. Pri tem avtorica uvede dva pojma za slovstveno folklorne oblike, življenka in spominka. Delo je lepo vrljivo in kljub nadpoprečnemu obsegu preko 200 strani za bralca ves čas pregledno. Sistematika je brez dvoma med največjimi odlikami, kar je avtorici omogočilo majhno število sogovornikov pretvoriti v zelo bogato zbirko pripovedi, skoraj 200 enot, sistematično razporejeno po žanru in po zvrsti. Torej delo, kot je bilo omenjeno, prejme drugo nagrado in se tudi priporoča za objavo v strokovni znanstveni periodiki in čestitam.
lepa. Drugo nagrado prejme tudi Klara Kožar-Rosolnik iz Predoselj Kranj, doktorat, biografsko učenje žensk v kontekstu migracij, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, mentorica docentka doktorica Nives Ličen in so mentorica, izjedna profesorica doktorica Mirjam Milhačič-Hladnik. Doktorska dizertacija Klare Kožar-Rosolnik, biografsko učenje žensk v kontekstu migracij, ki ga je avtorica pripravila na oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, proučuje, kako ženske migrantke z različnimi strategijami učenja konstruirajo znanje in rekonstruirajo svojo identiteto. Izrazito kvalitativno naravnana raziskava na majhnem selektivnem vzorcu življenjskih zgodb, prek katerih je, poleg nekako klasičnih ciljev, to je ugotoviti potek migracij, razloge, okoliščine, doživljanje različnih situacij in okoliščin z vidika izkušenj migrant, je zasnovala poskusno teorijo učenja v kontekstu migracij. Delo se uvaja s precej stereotipnim, splošnim, a selektivnim uvodom o migracijah, nadaljuje pa teoretično, metodološko zelo precizno in poglobljeno v različne aspekte učenja. V tem oziru je lahko za zgled. Znanstveni aparat sicer ni prav obsežen, a je tematsko širok in v delu uporabljen dosledno in pravilno. Jezikovna podoba je primerna, bralec se tako lahko živi v usode, posamezne zgodbe migrant, ter avtorično interpretacijo v zaključni sintezi. V celoti daje disertacija pregleden in sistematičen vtis. Poglavja so podrobno razdelana, hierarhija besedil je jasna, zaporedje logično, zato je sledenje vodilni raziskovanji ideji enostavno. Hipotezo, da so ženske aktivni subjekti migracijskih procesov, potrjuje z argumentacijo izkušenj respondentk. Izkušenje so sicer različne, a avtorica meni, da je bistven že pristop sam. Torej, aktivacija žensk, ki jo podrobneje analizira skozi izgrajeni model biografskega učenja. Slednje postavlja tudi kot orodje nadaljnjih študij. Delo je prejelo drugo nagrado in se tudi priporoča za objavo v monografski obliki. Čestitam. S kolegom sva se sklenila, da vendarle se spodobi in je popolnoma prav, da preberemo tudi utemeljitev tretje nagrade gospe Leje Cibrič, tako da prosim, gospoda Mavra. Magistersko delo Transmission de la langue slovène dans la communauté slovène à Paris, Leje Cibrič, ki ga je pripravila pod mentorstvom profesor dr. Forse Pejovske Bušero in mentorja profesor dr. Žila Forloja na področju antropologije. Avtorica je uvodoma podala zelo splošen pregled selitev Slovencev, povzemajoč literaturo in dosedanja vedenja. V nadaljevanju je podrobno prikazala oblike organiziranosti, sodobne slovenske skupnosti, da bi se potem posvetila predvsem vprašanju medgeneracijskega prenosa jezikovnih znanj in identitete. Pri tem ugotavlja pomen in vpliv kategorije jezikovnega znanja, ki je prenosljivo. Ta proces, kot ugotavlja, ni premosorazmeren, ker nam vplivajo tako dejavniki osebnosti obeh linij, oziroma generacij, in njihovega medsebojnega konsenza, dejavniki institucij in organizacij, ki so v oporu, a delujejo sem in tja tudi drugače, selektivno ali celo nasprotno, ter končno tudi vpliv obče družbene klime, ki je v globalni dobi bolj podvržena več jezikovnim praksam. A tukaj slovenščina ni ravno konkurenčna, kot ugotavlja. Vendar je zaključek precej optimističen. Če odmislimo zelo podrobno, zasledljivost morda celo preveč, torej zelo podrobno razmestitev na poglavje in podpoglavja, kar je verjetno tudi stil te šole v Parizu, torej univerze, delo odlikuje pregleden in sistematičen stil, ki je za to vrstno materijo skoraj nujen.
Znanstveni aparat je raznovrsten in pravilno uporabljen, avtorica dokazuje široko poznavanje tematike. Obravnava je precej celovita, uravnotežena z več vidikov ter podprta s podatki. O slovenski diaspori v Franciji nimamo prav veliko študij, predvsem ne o sodobnejših selitvenih tokovih, zato je to delo še toliko bolj zanimivo. Avtorica je v delo vložila veliko truda, prikazala slovensko diasporo sistematično, v časovni, zgodovinski paraleli ter v sedanji geografski razsežnosti in je tudi zaradi tega dragocen prispevek. Hvala lepa, dr. Mauro. No, kot rečeno, prva nagrada se ne podeli v tej kategoriji. Je imela pa komisija predlaga na željo avtorjev napisala priporočilo oziroma predlagala v objavo tudi naslednja dela. Gaja Pošelj, dramska ustvarjalnost slovenskih domcev v Argentini 1947-1991, sicer v obliki znanstvenega prispevka. Maggie Rožič, The Autobiographical Experience of Migration in the Literary Works of Women Writers of the Slovenian Literary Polysystem, v obliki znanstvenega prispevka. Kristine Sušnik, Flüchtlingslager in Spital an der Drau, 1945-62, znanstveni prispevek. Dušan Tomažič, slovenaška etnička manjina v Bosni in Hercegovini, krajša monografija z dopolnitvami. In pa Helena Jaklič, slovensko begunsko šolstvo v taboriščih v Avstriji in Italiji od 1945-1950, veliki monografije. Še enkrat hvala in čestitke vsem iz kategorije izseljenstvo. Zdaj pa prehajamo še k kategoriji zamejstvo, tako da bi lepo prosil jedno profesorico, dr. Lucijo Čok, predsednico podkomisije za ocenjevanje vlog z področja zamejstva, da poda splošno obrazložitev oziroma poročilo o delu komisije. Izvolite. Prav lep pozdrav gospodu ministru, nagrajencem in nagrajenkam in nagrajencu in nagrajenkam in vsem gostom. Strokovna komisija je z menoj in z dr. Natašo Plihar-Komec in dr. Zajro Vidal prijela 23 del, 13 diplomskih, 7 magistrskih in 4 doktorska dela. Kandidati in kandidatke so svoje dela zagovarjali v 11 primerih na Univerzi v Ljubljani, 6 na Univerzi na Primorskem, 2 na Univerzi v Mariboru, 2 na Univerzi v Trstu in po eno delo na Univerzi na Reki in na Univerzi v Glasgowu. V času od januarja do aprila 2017 so članice komisije prebrale, ocenile in uskladile svoje ocene ter potrdile rezultate tega sklopa natečaja. Predavale so uradu za Slovence in zamejce eno prvo, eno drugo in 2/3 nagradi. Poleg teh nagrad pa so predlagali tudi posebno priznanje enemu delu, ki je v okviru zgodovinske tematike še posebej izstopalo med vsemi. Dela, ki so kandidirali na ta natečaj, so predstavljala posebne vidike in vedenja iz naslednjih področij. 8 del je obravnavalo jezikovno politiko in izobraževanje ali didaktiko izobraževanja. 7 medkulturne in kulturološke teme, 6 del zgodovinske, po eno pa pravno in turistično tematiko. Komisija je dela ocenila po predloženi metodologiji, ki vam je bila že razložena, v pretežnem obsegu pa med 80 do 100 točk. Ovrednotila kakovost, mislim, nagrajenci so se gibali med 80 in 100 točk. Ovrednotila je kakovost in zahtevnost dela, njegovo uporabnost, terensko delo, teoretično utemeljitev in porabljeno metodologijo raziskovalnega dela. V glavnem so bila dela zelo kakovostna, saj so se vse ocene gibale med 98 in 62 točkami. Od tega sta bile 2/3 ocenjeni nad 74 točk. Ena naloga je bila žal neocenljiva, ker ni bila popolna. Utemeljitve seveda še sledijo. Veseli nas, da se v tem natečaju, katerega vsebina je usmerjena ustvarjalnost, narodnost, vitalnost, ohranjeno identitet in vrednot v skupnem slovenskem prostoru,
prijavljajo mladi tako številnimi deli in tako kakovostnimi deli. Vsem nagrajencem, članice komisije, iskreno čestitamo. Hvala lepa. No in sledi pač podelitev priznanj. Torej, posebno priznanje komisije prejme Teja Krašovec iz Kopra za doktorat. Primorski priseljenci v Ljubljani med obema svetovnima vojnama. Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, mentor, docent dr. Aleksej Karc. Morali bi še seveda najprej utemeljitev prebrati, pa zdaj prosim gospod Zairo, dr. Zairo Vidal, preveri utemeljitev. Doktorsko delo Primorski priseljenci v Ljubljani, Teje Krašovec, je prvi poskus zgodovinskega prikaza izbranih značilnosti priseljenskega pojava, zlasti strukturnih vidikov primorske priseljene skupnosti v slovenskem glavnem mestu. Na podlagi statistične obdelave in analize ljubljanskih popisnih polj iz leta 1928. Poglobljeno, podatkovno izredno bogato doktorsko delo presega zgolj nacionalne okvirje, saj obravnava Primorce, torej Slovence, znotraj Slovenije skozi zgodovino priseljeništva, predvsem iz obmejnih in mejnih prostorov v prestolnico, kar odraža nastajanje teže za združitev k matičnemu narodu. Predstavljena je tudi socialna problematika priseljencev v Ljubljano s poudarkom na bivalnih, zaposlitvenih in naselitvenih ovirah in vidikih življenja, in sicer na podlagi arhivskih, časopisnih in ustnih virov. K širini dela bi doprineslo sicer tudi gibanje, ki je nastalo z zbiranjem inteligence okoli Kosovela in drugih primorskih študentov, umetnikov v Ljubljani. Zaradi bogatega arhivskega gradiva, temeljite obdelave in razlage podatkov je doktorsko delo dragocen doprinos k vedenju o migracijah, ne le alohtonih ljudstev, temveč premiki Slovencev znotraj političnih okvirjev skozi zgodovino. Tako da članice komisije smo zaradi take utemeljitve predlagale seveda kandidatki posebno priznanje. Čestitam. Tretjo nagrado prejme Blaž Ernenc, Ljubljana, magisterij. Naslov naloge je vloga RTV Slovenija pri oblikovanju skupnega slovenskega kulturnega prostora, zamejski prostor pri informativnih podajah RTV Slovenija, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, mentorica, docentka doktorica Maruša Pušnik in somentor izredni profesor dr. Miran Komac. Utemeljitev bo prebrala dr. Nataša Gliha Komac. Magistrska naloga Blaža Ernenca, vloga RTV Slovenije pri oblikovanju kulturnega prostora, je nastala pod mentorstvom docentke doktorice Maruše Pušnik in somentorja izrednega profesorja dr. Mirana Komaca, prinaša celovit pregled medijskega konstituiranja skupnega slovenskega kulturnega prostora, tako z vidika zakonodaje kot neposrednega izvajanja, s poudarkom na poročanju o življenju in delovanju Slovencev v sosednjih državah, to je v Italiji, Avstriji, na Hrvaškem in na Madžarskem. Avtor posebej izpostavi vprašanji, kako RTV Slovenija predstavlja slovenska zamejstva v dnevno-informativnih oddajah in kako pokriva dogajanje v teh sosednjih slovenskih prostorih. Delo vsebuje poglobljen pregled teoretičnih izhodišč o konstituiranju in ohranjanju narodov ter vlogi medijev pri ustvarjanju, ohranjanju in širjenju diskurza. Magistrska naloga je nastala po premišljenih metodoloških korakih, ki so sledili zastavljeni teoretični strukturi
in služili za naknadno predstavitev tematike. Prinaša analizo radijskih in televizijskih prispevkov skozi čas, posebej pa jo označuje preverjanje kvalitativnih informacij s terenskim delom, to je s polstrukturiranimi intervjuji z dopisniki z terena. Odlikuje jo obsežen, temeljit in sistematično razdelan aparat uporabljene literature in zbranih gradiv. Gre za izrazito interdisciplinaren pogled in pristop na obravnavano tematiko, pri čemer je v ospredju sociološki aspekt. Za delo sta značilni tudi jezikovna in grafična odličnost. Tretjo nagrado prejme Jaruška Majovski, Trst, diploma. Prosim. Naslov naloge je Podobe prostora Trsta in podoba drugega v izbranih delih Marka Sosiča in Maura Kovačiča na Univerzi v Ljubljani, Filozofska fakulteta, oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo oziroma oddelek za slovenistiko, mentorici izredna profesorica dr. Vanessa Matajc in pa izredna profesorica dr. Irena Novak-Popov. Utemeljitev bo prebrala dr. Zaira Vidal. Prosim. Diplomska naloga Jaruške Majovski, Podobe Trsta in podobe drugega v izbranih delih Marka Sosiča in Maura Kovačiča prinaša celovit pogled na kompleksno stvarnost Trsta in okolice skozi primerjavo del dveh avtorjev, Marka Sosiča in Maura Kovačiča, domačinov različnih narodnosti, Slovenca in Italijana, pri čemer so sicer vse splošne tematike sestavljene identitete in podobe drugega predstavljene z vidika literarne teorije in kot take posebej dobrodošle. Nalogo odlikuje sicer kratek, a pregleden teoretični okvir, skozi katerega avtorica izkaže poznavanje teorije in na katerem v nadaljevanju zgradi izvirno interpretacijo izbranih del obravnavanih avtorjev ter razkriva razumevanje drugega in drugačnega. Gre za interdisciplinarno delo, ki na primerjalni analizi konkretnih del in točno določenem prostoru preizkuša razloge nekaterih splošno uveljavljenih resnic. Prinaša svež strokovni pogled, ki teži k premoščanju nacionalnih delitev tržaškega intelektualnega in literarnega prostora, sodobnimi socioliterarnimi pojmi drugosti ob iskanju elementov, ki jih avtorjema daje skupni geografski prostor. Na tej podlagi prejme kandidatka Jaruška Majovski tretjo nagrado. Čestitamo. Drugo nagrado prejme Damjana Kern, Cerkljane Gorenjskem. Bravo, prosim. Naslov naloge je ohranjanje identitete s poučevanjem slovenščine med Slovenci v Avstriji. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, mentor izredni profesor dr. Jernej Zupančič in somentor redni profesor dr. Marko Stavej. Utemeljitev bo prebrala doktorica Nataša Gliha. Doktorska dizertacija Damjane Kern, ohranjanje identitete s poučevanjem slovenščine med Slovenci v Avstriji, ki je nastala pod mentorstvom izrednega profesorja dr. Jerneja Zupančiča in somentorja rednega profesorja dr. Marka Staveja, prinaša poglobljeno pogled v življenje in delovanje Slovencev v Avstriji, in sicer na avstrijskem Koroškem, avstrijskem Štajerskem, Predarlskem in na Dunaju.
Izpostavljen je razmislek o vlogi, ki jo ima pri ohranjanju slovenskega jezika in identitete, organizirano poučevanje slovenskega jezika v manjšinskih vzgojno-izobraževalnih ustanovah kot prostovoljni oziroma izbirni predmet ter v okviru dopolnilnega pouka. Vsebinska izhodišča so na teoretičnih postavkah socialno- in politično-geografskega ter sociolingvističnega proučevanja etničnih manjšin, empirični del pa temelji na metodi akcijskega opazovanja z udeležbo in je plod večletnega avtoričinega spremljanja problematike jezikovne in šolske stvarnosti Slovencev v Avstriji. Delo odlikuje odlično poznavanje jezikovnega položaja ter organiziranega delovanja Slovencev po posameznih območjih s poudarkom na opisu poučevanja slovenskega jezika in sicer tako iz diahrone kot sinhrone perspektive. Imenitno dopolnilo so 4 manjše, vendar izjemno kompleksne in obsežne empirične raziskave dejanskega stanja. Delo je izrazito interdisciplinarno, podpira ga pregleden seznam ključnih in raznovrstnih virov in literature, poleg temeljitega pregleda teoretičnih izhodišč, gradi na premišljenem metodološkem pristopu ter prinaša vrsto dragocenih in uporabnih podatkov za nadaljne razvijanje pouka slovenskega jezika v Avstriji. Prvo nagrado prejme Sara Zupančič, bazovica, magisterij. Naslov dela je Kačji pastir dla Libellula, glasbena večjezičnost opere Pavleta Merkuja, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, oddelek za muzikologijo, mentor, izredni profesor dr. Gregor Pompe in somentor profesor Fabio Nieder. Utemeljitev bo prebrala doktorica Lucija Čok, prosim. Sara Zupančič je z magistrsko nalogo Kačji pastir la Libellula, mentorja profesorja dr. Gregorja Pompeta in somentorja profesorja Fabia Niederja, kandidirala na razpis nagradnega natečaja. Strokovna komisija je njeno nalogo, ki je prav posebna, z velikim interesom prebrala in ji dodelila kar 98 točk. Magistrsko delo Sare Zupančič je poleg tega, da je najlepši poklon pred nekaj več kot 2 letoma preminulemu tržaškemu skladatelju Pavletu Merkuju, avtorsko delo na ravni temeljite glasbene kritike in presega kriterije zahtevnosti magistrskega dela. Uporabljena metodologija pri analizi celotnega skladateljevega opusa ter celovita predstavitev nastajanja opere Kačji pastir, od njenega libreta, ki ga je napisala Svetlana Makarovič, do dvojezičnega besedila v uglasbitvi, kar je posebej težko, sta temeljito in dobro strukturirani in jezikovno bogati. Številni viri in njihova aplikacija dajejo delu verodostojnost in znanstveno veljavnost. Delo Sare Zupančič izrazito poglobljeno prikaže ne le glasbeno ustvarjanje tržaškega skladatelja in njegovo opero Kačji pastir kot vrhunec njegovega glasbenega ustvarjanja, temveč tudi izpostavi globoko sled, ki jo je skladatelj pustil za seboj v širši družbi, v obmejnem in širšem evropskem prostoru. Vsestransko razmišljujoč ustvarjalec je skozi svoja dela izpričeval resnico in lepoto v glasbene umetnosti. Kot tržačan sestavljene identitete in izvora je s svojimi deli tudi pričevalec kulturno prepletenega slovensko-italijanskega stičnega prostora, dvojezična slovensko-italijanska postavitev opere to izpričuje. Komisija je predlagala uradu, da za to imenitno delo Sari Zupančič podeli prvo nagrado, predlagala pa je tudi, da se priporoči objavo kot znanstveno monografijo njenega magisterija. S tem bi morda Merkujevo delo se vrnilo na operne
odre, ki je žal doživelo samo 2 izvedbi, in sicer v Trstu in v Mariboru. Hvala. Komisija je sicer pripravljena torej napisati priporočila za objave v različnih oblikah. Še kar nekaj avtoricam in avtorjem bom samo prebral imena, in sicer Kristini Žerjal, Valentini Racman, Sari Zupančič, torej kot rečeno v obliki znanstvene monografije, Matiji Premolinu, Nikol Sternat, Anji Škarabot, Marku Dorigu, Jaroški Majovski, kot rečeno, Blažu Ermencu, Lari Kobal in pa dve znanstveni monografiji, torej priporočilo za Damjano Kern in pa Tejo Krašovec. Zdaj bi pa prosil kolegico in kolega, da podata rože tudi v znak zahvale tudi našim članicam in članom komisije. No, počasi se vendarle bližamo tudi koncu tega prijetnega dogodka. Seveda bomo zaključili s kulturo, z glasbo, tako da še enkrat vabim Žiga Vehovca, ki bo zaigral skladbo Gerarda Matosa Rodrigueza iz Uruguaya v lastni priredbi, improvizacija na temo La Comparsita. Prosim.
torej Žigi Vehovcu in hvala konzervatoriju za glasbo v Ljubljani, ki nam vedno takole priskoči na pomoč s svojimi mladimi talenti. Hvala vsem za udeležbo na podelitvi, še posebej vsem sodelujočim na natečaju. Vnaprej hvala medijem za poročanje in še enkrat čestitke nagrajenkam in nagrajencu. Prejemnice in prejemnika priznanj oziroma nagrad najprej prosim, da stopijo z ministrom v tole sobo, tukaj pred sobo in skupaj opravijo fotografiranje. Vsi pa ste vabljeni na skromno pogostitev tukaj le zadaj. Še enkrat hvala lepa in nasvidenje upam na naslednje leto.